Torek, stari moj, evo ga, tole bo malo drugačen vlog in sicer danes se bomo malo pogovarjali. To, kar vidiš zraven mene, je glava. Glava od atmosferskega motorja. In sicer moje bivše Honda Civic 1.6 ESI, 125 konjev, letnik 92, sedan, 5. generacija. Sprav, moji začetki s Hondami oziroma sploh s športnimi avtomobili je začela tale glava. In zakaj vam sploh to kažem? To kažem zato, ker tale glava tukaj stoji ene dobrih 20 let, odkar sem imel tega mojega Civica in odkar sem zamenil motor. Pa gremo si malo pogledati. Glava od D16 že Z6 motorja, če me spomin ne vara. In takrat, ko sem jaz kupil Civica, katerega leta, to bilo 2003, ne? Tukaj je bil pri temule stadionu, je imel sedanko z visokim spoilerom od Alfe in meni je to bilo všeč. Predtem sem jaz vozil Cliota RN12 od mame, letnik 95, ampak nedolg, tako je, 11 mesecev. Takrat so se začeli te hitri in drzni časi in itak Dino se zaljubil v Honde. Čeprav je Dino prej sovražil Honde, ker se je njegova bivša punca derala z enim Suadom v 4. generaciji, tam v Domžalah v SPB-ju. In ker je Dino bil toliko zaljubljen, je njega to bolelo. Ampak Dino je pol odrastel, Dino je pol odrastel. Prišel je Fast and Furious, stari moj, prišle so 3 Honda Civic. Dino je rekel, Dino, hoče imeti Honda, stari moj. In bil je ta model, ki je imel to Honda in se je odločil, da mi bo prodal. 830 000 dolarjev sem dal za njo. Prodal sem Cliota, meni se zdi za milijon, pa mi je še nekaj ostal in sem kupil Honda. Ampak, ker sem jaz bil mlad pa neumen, kot večina vas folka mladih, ki še to gledate, nimate pojma, želite se veliko, ampak nimate nekih izkušenj, jaz nisem vedel, da so te motorji bili dejansko malo podhranjeni, kar se tiče hlajenja. In te avto so bili takrat že kar stari, tam 10-11 let, in so imeli zelo poddimenzionirane hladilnike. Tisti hladilniki so s časoma, z leti začeli izgubljati zmožnost odvajanja toplote, kar je bila posledica, da če si pulil na avtocesti 180-200 po let, se je cager za hladilno tekočino začel dvigovati. In posledično je žrl olje in posledično so šli ležaji na glavni gredi. In zato so te ESI ribali. Drugače so bili fantastični motori, zelo ekonomični, se meni spomeni Economic System Injection. VTI, oni, ki so imeli pa dvojne odmiče, so imeli pa Variable Timing Injection. Nek tazga, no. Ne za besedo jemati. Ampak, skratka, jaz sem to kupil, jaz sem to vozil. In če ste gledali moje stare video o Hondah, ste videli, kaj se je zgodilo. Ko smo šli na VTEC show dol na Moby Krog, takrat smo še mi Slovenci nekaj premorali nekih dirkalnih stez. Smo malo gonili tam in začel se pregrevati. In pa sem videl, da je kriza, nazaj grede sem se pelil, videl, da je začel tolčiti, ležaji so šli k vragu, nalil sem liter olja čez maksimum. In jaz sem se pripeljal dan, čeprav je kadil, pokal, vse, Alfa je stala tam ob cesti, jaz sem šel mimo. In pa smo mi zamenjali motor, kupil sem enega modela, najdel sem en novejši, ta D16Y8 in smo zamenjali. In imam še slike, ki si jih lahko pogledaš tukaj, ki sem jih prejšnji štajl v enem starem CD-ju. In zdaj gledam to glavo, tukaj imam že od takrat, motor sem vrgel smeti, vse ono, ki bo se zaril, sem rekel, da imam za spomin. In sem rekel, zakaj vam jaz ne bi pokazal to glavo? Glej, tole je pokrov ventilov. VTEC Honda! In tale VTEC Honda, stari moj, je še vedno cela. Tale glava je kar iskana med tistime, ki imajo 1.5 motor in če dajo to glavo gor, dobijo več konjev. Zdaj, kaj je fora te glave? Ena odmična gred. Potem ima tukaj dodatne gredi, na katere so pač teli, kako bi rekel, te rokice, preko katerih se teli ventili odpirajo in zapirajo. In kar je prednost tega je, da ta, ne vidite vi, ta odmična gred ima dvojne profile tistih odmikačev. Se pravi, veste kaj je VTEC, se furaš do 5 evrov obratov, on ne pije veliko, troši malo, malo gre. Daš gas globoko, ima ta hidravlični sistem, prestavi na tiste druge odmikače in kar naenkrat ventili, namesto da grejo tako. In takrat je značilni VTEC old school oro, Honda. In v to sem se jaz zaljubil, stari. In to ima to, VTEC glava. Je pač ena odmična, VTI ima pa 2 odmični, ampak to je delal čudeže. 1.6 125 konja, prijatelj.
ne vem koliko ima, 950 kg ali 1000 kg. Stari, takrat so avtomobili dokaj šli, ne. Če ti pogledaš konkurenco zdaj, da ima to konjo 125, to je vse po tono 500, težko. In to so bili dobri stari časi. To vam jaz zdaj za spomin. In ker pravi atmosferc od vas vseh ima doma pravo atmosfersko glavo, danes v tem svetu turbomotorjev, hibridov, govana, je tole tisto, kar ti je dal duša, stari moj. Nima veze, tudi če gre zdaj teli pa novi hitrej. Ni duše. Ni prijatelj duše, ni vznemirjenja, ni. In oni nam hočejo ofurati, stari moj, tole elektriko, hibride, vidim reklame, non-stop, novi avtomobili, hibrid, eko, pička, mater, katastrofa. Katastrofa, prijatelj. A mi pravi puristi, mi atmosferci, vemo, kaj je tisto za dušo. Ampak, kakor se menja vse na svetu, se menjamo tudi mi. Tudi mi smo minljivi, enkrat nas več ne bo. In ljudje, ki poznajo ta joy, to veselje, pač ne bojo več na tej zemlji. Prihajajo nove generacije so pa rojene take, da jih ne smeš užaliti, da ne smeš jim reči nič. In so taki, ene kremšnite na dveh nogah, ki hodijo po cesti in se iz metra v meter topijo, sploh čez sonce. In oni so navajeni na elektriko, oni so navajeni na tišino. In čim malo, drdiš, so oni, ustrašeni. Graj se mi pogledati v garaži, da vam jaz malo pokažem moje atmosferce. Vidiš, tukaj je not odmična gred, vidiš, tukaj je noter. In tukaj so teli dvojni odmikači, kar navadni avtomobili nimajo. In to je posebnost Honde. A vi veste, da niti en VTEC sistem na svetu, odkar Honda obstaja, ni crknil? Na splošno VTEC sistem, milijone in milijone jih je bilo. Če ne verjamete, poglejte, pogooglite, pa boste videli. Ampak nima veze. Gremo si mi pogledati zdaj, kaj imamo tukaj. Ne, še predtem gremo mi sem. Kaj imam tukaj? Pony Expressa modrega, mojega starega, katerega imam 20 let, kupil sem ga leta 2002, dva sem kupil za 10 evrov in takrat sem se lotil in sem ga obnovil in sem z njim preživel marsikatere kilometre. Še s pokojnim Andrejem sem se vozil, oziroma on ga je vozil, jaz sem imel pa skuterja. Tako da tale puhec stari moj, tukaj vidiš, ima auspuh na novo, vse cilindre, samo še dizo pravo moram dati pa piči. Tukaj imam tega električnega Adota, kaj ga prodajam, če vas kdo zanima, naj napiše. In gremo naprej v mojo garažo. Kaj imamo tukaj na dvigalu, katerega sem dobil od Linkosa? Legendarna Gilera SP02, katero sem obnavljal lani. Vi veste, vsi tisti, ki mi sledite, ki ste sledili koraku od začetka do konca, da sem porabil veliko časa, truda in denarja, ter s pomočjo sponzorjev smo mi tale motor naredili, da je k-nov. Trenutno je 99% narejen, samo še dizel mu moram naštelati, ker se ne zvrti. Če obstaja kakšen majster, ki se spozna na te dva motorje, pa bi mi rad pomagal, naj mi se javi, če ne, bom pa že sam ugotovil. Ampak kakor vidite, stari moj Gilera, katero sem jaz imel leta 98, je obnovljena. Znači, Gilera je tak lepotec, da kamorkoli prideš z njo, to so pogledi, to so spraševanja, to so slikanja, ker vsi tisti starejši kot jaz vedo, kaj je to predstavljalo v 90-ih, vedo, koliko denarja je to bilo in kdo to je vse vozil. Vsi tisti, ki so furali Tomose, so si želeli imeti tako Gilero, ker to je bila le stopnička više. No, tole sem si samo obnovil zato, ker sem jaz to imel kot 18-letnik. In je bil prvi motor, oziroma zaradi tega motorja sem jaz sploh naredil izpit za motor leta 98, da sem lahko šel z bivšo punco na morje in takrat sem prvič ugotovil, kaj pomeni pozdravljanje med motoristi. In zato, v čas temu, sem se odločil, da jo najdem in jo obnovim. Če vas kaj zanima, pogooglite Dinoti Gilera SP02, pa si pogledajte. Potem gremo tukaj na Suzuki LTZ 400, katerega uporabljam zelo malo, priznam, mogoče 2-krat na let, po zimi sploh. Ampak večinoma časa stoji. Kupil sem ga 3-4 leta, 400 kubičen, ne vem, 30 konj, zadnji pogon, se pravi zabava, nenormalna, res velik fan, samo zelo nevarna stvar. S tem morate zelo paziti. Jaz sem enkrat padel sreča na snegu in sem se ujel kot pravi kaskader. Čeprav dosti ljudi mi ni verjel, ampak dejansko je bilo res tako, kot je bilo. Če ne verjamete, poglejte si. Se pravi, tole imam za vsake toliko časa fun. Pol imamo tam gora, vidite, Energy, katerega smo obnovili s podjetjem Fercho Moto, to je bil moj prvi projekt z njimi in smo pač ga komplet obnovili, motor, dal notal Dr. 70-ko,
auspuh, vse, pomagal mi je še iz Portoroža, en mehanik, kateri se ukvarja, mi ga je mal še podizajniral, oziroma mi je mal dizel zrihtu, tako da Energy je zdaj čez zimo tukaj lepo počival, je pa res, da s tem Energyjem dejansko sem jaz preživel marsikaj, kupil sem ga od roka, razbit ga, čaran je bil včasih in s svojo bivšo punco preživel marsikaj, posod sva se vozila in vmes sem ga prodal enemu prijatelju, pa bratu, pa brat potem men, pa je stal par men 10 let. Na kar sem se odločil 2 let nazaj, da ga obnovimo in zdaj motor je nov. In zdaj, ko mi čakam sezono, da sem pelil. Potem imamo tukaj spodaj, veste vsi zgodbo o Tomasu BT50S. In Kostić Motors, razočaranje. Želel sem si BTS. Zakaj? Ker to je bil moj prvi motor na prestave. Pisalo se leto 1996. Ko edino kupil BTA tukaj pri Nadgorci od Engel Medina, stari Alvedina. In jaz sem dejansko s tem preživel najlepša leta. S takim BTM sem šel tudi v Bohinj z Rokom, pa z Lubiničem, enim prijateljem in smo spali v gozdu. S takim BTM, stari moj, sem jaz prvič bežal od policajev, ker nisem imel registracije, že takrat si ga moral registrirati in nisem imel izpita. Ampak ta motor je pravi atmosferc, vrti se na visoke obrate, ima MF Power tukaj v zadku, kar vidite. In tudi moj originalni ga je imel. Zakaj? Ker sem šel takrat, se spomnim, v Ljubljano, tam pri Plavi laguni je včasih bila trgovina, meni si trgal avto in sem kupil novega MF Powerja visokega. Se spomnim, koliko sem bil ponosen, ker sem nosil tist auspuh po avtobusu nazaj. Vmes sem bil oblečen v kombinezon od prakse, od šole, ker sem jaz pač mehankarsko končal, ampak mene to ni zanimalo. In sred zime sem jaz ta auspuh namontiral in ker nisem imel niti rokavic, sem dal štumfe na roko in sem dejansko se vozil. Ja, kero veselje, ampak obvezno si se mogel zašaltati iz prve v drugo in to je bilo in tretja. In zato sem se odločil nekaj časa nazaj, da bi ga spet imel v spomin na svoje najstniške prigode in avanture in tukaj ga imam popolno obnovljen BT50S, edin moram še tanko od znotri, dejansko z unim kitom zalit, ker je zarevel in še vedno nisem to porihtal in me malo muči. Treba se malo poigrati. Potem pa legendarna S2000, sinonim za atmosfero. In če si lastiš tak avto, si edini atmosferc, true heart, se pravi Honda S2000, katero sem si jaz želel od prvič, ko sem jo videl in to sem jo videl. Tam leta 2000, ko sem kupil revijo, ko sem še služil vojsko v Mariboru za PlayStation 2, prva izdaja in not je bila igra Gran Turismo 2 ali 3 in tam je bila S2 Jurija, takrat je ta avto vam prišel. Atmosfera, 2.0 motor, 241 konjev, 9300 obratov, zadnji pogon, brez kakšnih koli sistemov in brez strehe. Ta je trda streha. Avto je motor na 4 kolesih, en izmed najboljših sport avto ever narejenih, najboljši menjalnik na svetu, motor, ki zdrži za šalo 500 000 km, če le pazaš olje in ga ustrezno ogrevaš. Zelo, zelo poceni športnik. Sprav ta avto, ne da boš, da kje crkne polo bo božaš, ker delo ni, ampak ta avto, jaz ga imam zdajle 10 let. Kupil sem ga leta 2016, dejansko na njemu, da mi je prav kaj crknil, bremze so enkrat zaštekale, sem zrihtal, pa sem zamenil, sem do Big Break Kit. Da bi rekel, da je prav kaj crknil, ni, sem pa zamenil hladilnik zaradi preventive, pa cevi, pa sem ga malo ulepšil folijo, čeprav prije zdaj nova folija, malo bova s komparatom delala in vam povem, da je to best car for budget. S takim avtom dobiš več veselja, kot recimo s Porschem za 300 000 evrov. Ok, Porsche ti da tudi veselje. Sam je 300 000 evrov. Jaz sem za ta avto dal 8 000 evrov. Danes je pa vreden cca 40 jurjev. Ohranjeni CR modeli, redki modeli, v Ameriki pridajo tudi do 100 000 evrov. Tako da to je ena velika investicija in to gre zadnje iz garaže. Če se zgodi karkoli, da moram priti do denarja, tole gre zadnje. Ponovno pa tukaj Honda ADV 750, to sem pa kupil lani, meni se zdi tam oktobra, novembra, tole je pa bombnik. In tale motor jaz imenujem Kamela. Zakaj Kamela? Ker je zelo uporaben, jaz pravim temu računica, motor ima vse. Se pravi, malo troši 4 litre, zvok brutalen, če ga primeraš s T-Maxom, T-Max je kaj igrača. Prostor pod sedežem, prostor za noge, ena pozicija, druga pozicija, ta pozicija pri Forci je boljša, ampak vsem se da. Potem široka balanca, udoben sedež, čeprav tale je zamenjan, je geleran. Zelo mehak, dobri pospeški, brutalen izgled. Edini minus, ki bi mu jaz lahko rekel, je,
da nima tako dobre vetrne zaščite kot Forza. Se pravi, ker je tale balanca široka in je tole vetrobransko steklo ozko, čutiš veter v ramenih. No to ima Forza boljš, ker Forza je sestra od ADV in Forza je bolj mišljena za asfalt. Je pa res, da s tem grem lahko tudi po makadamu in lahko grem na visok robnik, lahko grem dol in je motor top shit. Ma 6 prestav, lahko sam šalta ali pa ti šaltaš. In jaz ti povem, jaz sem z motorjem zelo zadovoljen. Z njim bom tudi potoval. Čeprav manjka tukaj eno vozilo. In kaj tukaj za mano manjka? Manjka Vespa. Kje je Vespa? Vespa je pri Moto Wombergerju. Zakaj? Zato, da mi prezračijo bremze. Zamenil sem Frčomoto, mi je dal malosi podvozje, se pravi sprednji pa zadnji amortizeri. Potem dal mi je Big Brake Kit. Dal mi je boljše diske, ploščice in mogel sem zamenjati ročko, zato da dejansko lahko bremzam, ker spodnja čeljust rabi več pritiska in zgornja ročka na desni strani, prva bremza, ima premehan bater. In da to vse skupaj zamenjaš, ni problem, je pa problem prezračati vse skupaj. Zakaj? Zato, ker rabiš računalnik, da v ABS-u izkopaš en ventilček, da lahko mehurčki grejo ven. In imam Vespa pri Moto Wombergerju. Je pa res, da se pripravljam na novo avanturo. Zdaj me pa dobro poslušajte. Zdaj kmalu maja računam, da grem v Istanbul z Vespo. Vsi tisti, ki ste gledali lani pot na Škotsko, veste, da to je bil trip mojega življenja, stari. Z Vespo na Škotsko, 8000 km, en mesec avantur, doživel sem marsikaj, spoznal marsikatere dobre ljudi, videl marsikaj in tokrat sem se odločil, da grem v Istanbul. Zakaj? Ker mi je to želja. In vsi tisti, ki imate radi vinotja, ki radi gledate videe, lahko me podprete. Lahko me podprete s tem, da mi pomagate do sredstev, da lahko grem dol. Sprav zbiram donacije, če želite seveda, ni nujno, da me podprete pri projektu, da lahko grem dol in da posnamem, da boste lahko vi in mi vsi skupaj doživeli in gledali te videe. Veste dobro, da je bilo super Instagram story, posti, YouTube video, šorci in to vse skupaj se bo zdaj ponudilo, ampak tokrat grem čez Balkan, sprav Bosna, Srbija, Bugarska, pa Turčija in se snema mesta ter hrana. Tokrat bom pa dosti poizkusil, ker balkanska hrana je najjača. Dol Anglija, škotska hrana njihova je nikakva, tako da nisem niti baš neki probal, niti snemal. Dol čevapi, kobasice, meso. Glej, Balkanac sem pa dušil in tokrat bom posnel vse dober in jedu. Zakaj? Zato, da boste vi vedeli, kam jeti. Tako da, hvala vam, ker ste gledali ta video. Če želite podpreti, pišite mi na Instagram ali pa na e-mail, katerega imate v spodaj ali tukaj. Pišite mi na e-mail, da bi radi bili del zgodbe, pa se bomo zmenili. V zameno vam ponudim tudi oglasno mesto, če ste kakšno podjetje, vamo tamo, če si pa kot oseba, ki bi sam rada podprla, da pa lahko tudi vsem pokažem, da si bil del zgodbe. Tako da, hvala vam vse, ki ste si pogledali ta video, kratek video o moji atmosferski garaži. Ajde, živeli, subscribe, like, pa se vidimo.